Predsednik društva upokojencev Maribor Center za alarmantno stanje s prstom kaže na državo. Namreč gre zaradi tega, ker če gremo malo v zgodovino, ko je nastopal, ko smo mi šli v samostojnost, smo mi ogromno upokojencev pridobili iz javnega sektorja in seveda jasno še pod tistim sistemom 2+3, če se spomnimo, ko so šli na borzo. In takrat smo mi okoli 300 000 upokojencev, ali pa še mogoče kaj več, dali v ta pokojninski sklad. Tu je ogromno bilo ljudi iz javnega sektorja, ki so bili stari tudi do 47 let ali pa do 50, ki so še bili delovno sposobni, ampak ker takratni oblasti niso več pasali ali pa niso šli skupaj, so jih dejansko prisilno upokojili. Četudi se v Sloveniji prebivalstvo hitro stara, država na ta pojav ni pripravljena. In ti naši, ki odločajo o usodi starejših ljudi v parlamentu, vključno z Desusom, mislijo, da bojo večno mladi, pa so že eni stari, pa pozabljajo, ampak glede na to, da imajo dobre plače, da so dobro situirani, pozabljajo na te, ki so dejansko siromašni, ki se prebijajo iz meseca v mesec, ki so osamljeni, ko nimajo niti kako bi, da ne govorim o plačevanju položnic in podobnega. In to je zaskrbljujoče. In takšnih upokojencev je iz dneva v dan več. Zdaj pri nas je približno 650 ljudi, ki prihajajo mesečno po pomoč, od tega je približno 2/3 upokojencev. Zdaj, ker smo rabili neke statistične podatke, smo ugotovili, da imamo celo 5 upokojencev, ki prejemajo nižjo pokojnino od 200 evrov. Kar pomeni, da je to v bistvu, sploh ne vem, kako se temu reče, ker to je zdaj pa že ne samo pod pragom revščine, ampak to je v bistvu že tisto, ko pomeni umiranje na obroke. Staranje prebivalstva se pozna še posebej v Mariboru, ki še danes trpi tranzicijsko uničenje industrije, do takrat vodilne panoge drugega največjega mesta v državi. Kar je gospa Kopačeva razlagala, da bodo pa vsi upokojenci prejemali 505 evrov minimalno pokojnino, je pa seveda potem tisti drobni tisk, ki dopolnijo 40 let delovne dobe. Ljudje v Mariboru te 40 let delovne dobe nimajo, ker mi vse vemo, kaj se v Mariboru zgodilo leta 1991, kjer so dejansko najprej velika podjetja propadla. Zgodbe upokojencev, ki bi morali uživati sadove svoje delovne dobe, so se spremenile v nočno moro. Zgodbe so pravzaprav take, da se človek prestraši in se vpraša, ali sploh živim v državi, ki je sredi Evrope, je članica Evropske unije, je zavezanka k deklaraciji o človekovih pravicah, nekem dostojanstvu. To so ljudje, ki recimo so živeli leto, 2, 3 brez sanitarijev, brez vode, brez elektrike. Moji upokojenci se lansko leto niso upali ogrevati. Leto so se ogrevali pod našo prisilo, s to razliko, da smo jim morali vsaj 2-krat zapovrstjo v 2 mesecih dokazati, da mi bomo res jim poplačali dolgove oziroma položnice za ogrevanje, ker si niso upali, ker niso verjeli, da se jim bo to res zgodilo. A programov za pomoč starejšim tako rekoč ni. Imamo le širše programe centrov za socialno delo, ki pa se ukvarjajo predvsem s tistimi, ki nimajo dohodkov, in dobrodelne organizacije, kot je Upornik, ki se financirajo zgolj s prostovoljnimi prispevki, vendar pomoči nikdar ne odklonijo. Glede na to, da je revščina med starejšimi že sedaj v Sloveniji resna težava, mora pokojninska reforma temeljiti ne samo na ekonomski, temveč tudi na socialni perspektivi. Sedanji predlogi pa po najboljšem scenariju merijo kvečjemu na to, da se že tako mizerni položaj starejših državljanov ohrani, ne pa tudi izboljša. In to v državi, kjer imajo upokojenci v vladni koaliciji že vrsto let svojo stranko.